Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Selimo se v Avstralijo, kjer pozdravljam kondicijskega trenerja Mirana Kotnika, tudi trenerja Kaje Juvan. Miran, lep pozdrav, kako je v deželi tam spodaj, kako ste morda čisto takole za začetek vi tam spodaj doživljali sago o Novaku Djokoviću? Ja, že lep pozdrav iz Avstralije. Jaz moram reči, da Avstralija je zame, se pravi, prvič, tako da nekako še nabiram vtise v Avstraliji. Bom rekel, da sem navdušen nad ljudmi, so prijazni, nad naravo, nad turnirjem. Kar se tiče recimo Djokovića, ki si že omenil, tukaj bom rekel, je situacija taka, da v bistvu vsi, tudi že v turnirju prej, ko smo bili na turnirju v Adelaidu, pomečkam tipali teren, pa smo spraševali zaposlene, recimo te, ki se nas prevaža po hotelu. Pa se mi zdi, da situacija ni toliko, bom rekel, ne v korist tega, da so vsi proti Djokoviću, da je nekako razdeljeno, nekje 50-50%. Pa se tudi nekako noče v bistvu kaj dosti pogovarjati o tem. Zdaj, na nas to, bom rekel, ni kaj preveč vplivalo, mogoče edino, kar se tiče tistega žreba, ker smo v bistvu potem vsi mogli čakati, žreb je bil prestavljen, tako da to je bila v bistvu edina taka zoprna zadeva, ki nas je, bom rekel, majčkeno zmotila. No, kaj se včeraj ni šlo, ostaja pa še v igri dvojic, tako da me zanima, kako ste nekako zadovoljni s tem začetkom sezone. Tisti prvi nastop je bil zelo dober, torej lahko rečemo, da je bilo delo med pripravami dobro opravljeno? Ja, jaz bom tako rekel, ja, na žalost, včerajšnja tekma se nam ni šla, tako da ostanejo nam še dvojice. Kar se tiče samih priprav, pa mislim, da smo naredili eno zelo kvalitetno pripravljalno obdobje. Naredili smo ga pa sicer v dveh delih. Prvi del je potekal na Slovaškem, drugi del pa na Tenerifi. Kako izgleda sploh to planiranje, te fizične priprave v tem pripravljalnem obdobju? Morda katerih tipov treninga ste se posluževali in nasploh kako konkretno stopnjujete potem formo ali jo potem samo vzdržujete? Ja, se pravi, v pripravljalnem obdobju, se pravi v tem prvem splošnem pripravljalnem obdobju, ki smo ga opravili na Slovaškem, tukaj mogoče na mestu, da omenim še, da imamo novega člana ekipe, Maroša Molnarja, ki je sicer star znanec našega teniškega trenerja Filipa, sta skupaj sodelovala v času, ko so delali z Rusinjo Kasatkino, tako da nam v bistvu vse te njegove izkušnje pridejo zelo prav. In v bistvu moram reči, da je bilo tudi nekaj novega zame, bom rekel, v tem obdobju. V tem obdobju smo naredili ogromen enih ponovitev, enega obsega dela, količin ur, ki je, bom rekel, na zelo visokem nivoju. In kasneje bolj, ko pridemo v to specifično pripravljalno obdobje, se to pač manjša. Kondicijska priprava, bom rekel, če lahko rečem, postane manj pomembna, teniški del je bolj pomemben in se začneta v nekem fazi tudi v bistvu kondicija in pa tenis prepletati, tako da dosti treningov naredimo tudi na terenu skupaj s teniškim trenerjem in stopnjujemo formo do, bom rekel, do začetka tekmovanj. Nam lahko razložite, kakšno je vaše delo na turnirju? Torej ne slišimo prav pogosto, da je poleg tudi kondicijski trener, vendar pa pri najboljših je to kar pogosto, ne? Ja, res je. Se pravi, mislim, te kombinacije so sicer načeloma različne. Največkrat potujejo, se pravi, kondicijski trenerji, potem pa se tudi najdejo, bom rekel, v kombinaciji z fizioterapevti ali pa tudi psihologi. Tako da je, bom rekel, odvisno od ekipe in tudi pa seveda sredstva, ki jih imajo na razpolago. In kaj delata takole vidva osebno, pred tekmami, po tekmah? Ja, recimo, odvisno je seveda zdaj, a je tekmovalni dan ali ni, potem je odvisno, koliko časa traja do tekme. Zdaj, več dni, ko imamo na voljo, več časa jaz lahko naredim, ampak če se mogoče osredotočam samo na nek tak, bom rekel, navaden dan. Dan se začne z kondicijsko, bom rekel, ne pripravo, ampak recimo temu
prebujanjem telesa. Midva ponovadi greva na kolo, narediva neke vaj mobilnosti, preventive, tako da v bistvu dan začneva midva. Največkrat bom rekel, oziroma ne največkrat, dostikrat, tudi jaz potem nadaljujem z nekim krajšim kondicijskim treningom in potem gre Kaja na teren, kjer pa potem tudi odvisno spet, koliko imamo časa, včasih tudi jaz še enkrat naredim kondicijski trening, če pa smo bliže tekmi, pa seveda Kaja več časa posveti tenisu, tudi 2 teniška treninga na dan, zelo malo kondicije, bolj aktivacije in to je to. Kako pa morda poteka to sodelovanje z glavnim trenerjem? Kaj mu svetuješ, kakšen je ta odnos? Ja, mislim, s trenerjem, s Filipom dejansko komunicirava non-stop, se pravi, tudi ko sva skupaj, ko nisva skupaj, se pravi, recimo, on je ves čas tudi na mojih treningih, jaz sem na njegovih treningih, vsa opažanja, ki so, pač vsaj izmenjava mnenj poteka non-stop, tako da ves čas iščeva neki prostor za napredek, neke ideje, tako da mislim, da je ta komunikacija je ključna, no. Je ključna za uspeh, ker če tega ni, se zelo hitro stvari izgubijo, no, in ali pa pozabijo. Dolga leta si deloval tudi v klubskem tenisu, kjer si začel delo z najmlajšimi, tudi Kaja je bila takrat še otrok, ko sta začela. Kakšna je morda ta tvoja filozofija, kdaj se mora kondicijski trener priključiti teniškim treningom? Tu mislim zdaj na čisto teniški klub. Ja, res je, ja. Se pravi, s Kajo mislim, da od njenega 12. ali 13. leta sodelujeva že. Kar se tiče, bom rekel, tega vključevanja kondicijskih trenerjev v zgodnji razvoj, se absolutno strinjam. Zdaj, če se ne motim, recimo programi teh ljubljanskih, ker sem jaz tudi deloval, samo v ljubljanskih teniških klubih potekajo tako, da je tenis do 6. leta je nekako bolj preko igre, kar se absolutno strinjam s tem, podpiram in mora biti prilagojen, drugače ne gre. Potem pa po 6. letu, ko to pride bolj na specifično, se mi zdi nekako izgubi in se prepozno vklaplja kondicijske treninge, se pravi, se mi zdi, da je nekako ta razmik med 6. pa ne vem, 10., 11., celo 12. letom je že prepozno. Se pravi, bi bilo treba to delo nadaljevati, obstajajo različni načini, kako vključiti kondicijske trenerje. Tako, kot sem pa rekel, predvsem na začetku jim je treba predstaviti tudi kondicijo kot le igro, a ne? In potem naprej, bom rekel, ko se stvari razvijajo v to smer, da grejo bolj v specifiko, da je tudi sama kondicijska priprava bolj specifična. Ja, ravno to, nekateri opozarjajo pred to hitro specializacijo, kako gledaš ti na to, ravno tvoji treningi so potem poživili oziroma obogatili teniški vsakdan pri otrocih, tudi moja osebna izkušnja je, ko sem nosil torbe s tvojimi pripomočki, da je bilo tam veliko takih zanimivih stvari. Ja, res je, ne, zato ker, bom rekel, nekako stereotipno razmišljanje je bilo ali pa je še vedno, da so kondicijski treningi suhoparni, da so nezanimivi. Jaz mislim, da se z malo domišljije in pa volje da kondicijski trening narediti zelo, zelo zanimiv. In v bistvu je, tako kot sem že prej omenil, bo potem za te otroke tako lažji prehod v nek resen trening, teniški in kondicijski, tako da bi svetoval pač vsem, da če se le da se kondicijski trening vključi, pa ne glede na šport, ker se tudi z ostalimi trenerji pogovarjamo, ta prezgodnja specializacija privede samo do tega, da v bistvu imamo, bom rekel, do neke izgorelosti, naveličanosti, do tega, da so otroci pri 15, 16 naveličani športa in jih izgubimo in grejo ven iz športa. Najlepša hvala, Miran. Malenkost, lep pozdrav.